Dobrodošli nazaj v našo družbo. Antun, da si kaj spremljal zunaj, bo šel z mano na Agro, na sejem v Gornjo Radgono. Že ko si rekel, a boš šel z mano, sem bil, no, pa lahko bi, kaj ne bi. Pa lahko bi, ne. Zakaj pa ne? Glej, če bodo bike ocenjevali. Pa veliko živali je, velike kulinarike, Super. ne, gozdarske spretnosti, tako res, Agra je tako zanimiv sejem, pa traktori. Ne. To pa je, Boš imel raje vedno. Dojca ali John Deera ali... V študentskem domu, ko sem živel, sem imel enega prijatelja, oziroma prijatelja, tako rečemo, ki je imel na mesto, ko si je odprl internet, mu je šlo na Google, mu je šlo na traktor.si. Tako da pravo področje. Tako v Sloveniji pa brez traktorja ne gre, kaj ne. Ne gre pa tudi brez vremena in tukaj le me sonce že prav lepo greje. V zadnji del glave moram reči, studio se počasi segreva, če se bo pa segrelo tudi ozračje, bo pa z nami delil naš Juš. Juš, ponovno lepo pozdravljen, kako bo z vremenom? Ahoj. Sicer je obstajal tudi en odličen dokumentarec o traktorjih slovenskih, Trahere, se mu je reklo, in mislim, da je bil prvi zmagovalec festivala FEK. Celo in tisti traktorji so vozili tako po dežju, kot tudi po soncu. Vreme vsekakor danes bo. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, z vzhodnikom k nam priteka nekoliko hladnejši zrak. Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastajalo nekaj ploht, ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa tja do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija celo. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 9 pa tja do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem celo do 30 stopinj Celzija. Kako je z obeti? V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo deževalo, popoldne pa se bo izjasnilo. Temperature pa tamle nekje čez vikend med 13 in 16 zjutraj pa do 29 čez dan. Malo sonca, torej malo dežja, vsekakor pa ne pozabite na stari rek, če je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno. To pa ne bi bilo prav nič dobro. To je ta rima, ki jo obljubljam. Ni pozabil. Ne, in lepo ne. Vreme bo torej pestro, lahko rečemo. Zdaj te dni, tako kot je pester naš program. Kaj ti, Antun? Rad spiješ kakšno pivo kdaj? Pa ja, čeprav zdaj sem bolj na špricerje poleti, ampak... Nekaj bolj svežinga, ampak tudi pivo, ne, tako kakšen brez Radler. skrbi. Imamo odlična brezalkoholna piva, ne, veliko jih je na trgu. Ampak to, kako se pa pivo dela, kaj se dogaja v pivovarni, bomo pa zdaj iz pivovarne Union z našim Klemnom izvedeli, kaj ti pogovarjal se bo z Davidom Taskovom, ki je pa Union Experience Manager, se pravi, on vodi Union Experience. Wow! In je očitno, je tudi David napredoval, vidim, v take visoke direktorske vode pri Unionu. Tako da jaz kar Klemen prepuščam besedo. David in Klemen, lepo pozdravljena. Ja, živijo. Javljava se iz Union Experience in že par vzporednic veže Ljubljana TV in Davida. Med drugim je bil spomladi tukaj tudi Rok, ampak Rok ne ve, da ima Union Experience par novitet, ki jih bova predstavila z Davidom danes. Je pa David, kot ga verjetno že poznate, bil tudi del Ljubljana TV tima, ne? Še s tabo, Luka, če se ne motim. 2015-2016. David, dobrodošel še enkrat. Torej, ti si Union Experience Manager. Kaj manager pravzaprav počne tukaj? Kaj počne? Ja, vse, kar se dogaja pač tukaj. Se pravi, moja naloga je, da skrbim za celotno stavbo. Kot vidiš, prej sva veliko stopnic prehodila, pa še do gorih je kar nekaj, tako da v bistvu skrbim, da Union Experience pač živi, da pridejo obiskovalci, da so pač tako, kot si prej omenil, tudi novitete, da je res v centru Ljubljane neka stvar, ki bi si vsak hotel in prideti pogled. Ja, torej lokacija je super, že zgodovinsko gledano ena izmed najbolj pomembnih lokacij za Ljubljano, pivovarna Union. Preden skočiva na vse novitete, koliko časa Union Experience že pravzaprav stoji? Tako je. Najprej je bil pivovarniški muzej. Leta 1986 se je v Zgornjem Štuku uredil muzej.
In potem je bil samo muzej. In leta 2014, ob 150-letnici, se je pa potem to naredilo zgodba kot Union Experience, kjer poleg ogleda muzeja si imel še ogled proizvodne, ogled galerije in pa še druge skrivnosti tule po naši stavbi. Koliko časa pa, če se skupina, ne vem, odloči ali pa če se posameznik odloči, koliko časa traja celoten ogled? To je slabo urco, če se ne motim, ne? Ura pa pol, ja. Okay. In recimo, da sem jaz posameznik, ki želim pogledati in me zanima svet piva, kako delujejo pivovarne, kako deluje muzej, vse podobne zadeve. Kje se pravzaprav lahko sploh prijavim na tako doživetje in kaj me v takem doživetju sploh čaka? Ja, dobro vprašanje. Bom tako odgovoril. Ravno s tem, ko smo prej se omenila 2014, Union Experience je ustanovil, se pravi, poleg samo ogleda muzeja smo dali celo doživetje. Doživetje traja 90 minut trenutno, kjer pa si ogledaš različne stvari. Vidiš gor v muzeju, imaš degustacijo, imaš možnosti tukaj tudi zdajle v tej naši sobi, ta novi, ogled proizvodne, ne več v fizični obliki, ampak v virtualni obliki. To v bistvu in spletni, letos smo tudi vzpostavili preko spleta, lahko kupiš vstopanco, rezerviraš svoj termin, omejena mesta so, kot vidiš, koliko je stalo, recimo 20 oseb lahko naenkrat pride in na spletu si pač poklikaš zelo enostavno, Union Experience spletna stran, poklikaš, kupiš vstopnico, to je to. Odlično. Omenila sva noviteto in pravkar sediva na prav posebnih stolih, torej gre za VR experience, ne? Kaj pa pravzaprav to pomeni, da vsi tisti, ki še niso na tekočem s tehnologijo, z VR svetom in pa predvsem tisti, ki še ne vejo, da pivnica oziroma Union Experience sploh ponuja ogled proizvodne skozi VR očala. Kaj pa pravzaprav to je? Boš pokazal, pa malo par besed povedal. Ja, mi se trudimo, da bi čim širši krog ljudi izvedel za to, virtualna resničnost. To so taka očala, ki omogoča 360-stopinjski pogled. Se pravi, obiskovalec, ko pride, se jih da na sebe, nič ni strašnega, tudi ni noben roller coaster gor, ampak dejansko te vodi potem slika z glasom čez našo proizvodno linijo. Bili smo zaradi mogoče tudi razmer, sicer ta ideja je že nekaj let stara, ampak smo bili tudi zdaj mogoče s COVID razmeram malo prisiljeni v to, da smo mogli najti rešitev, kako ljudem prikazati proizvodno in pa smo rekli, lej, dajmo lepe stole, na sodoben način, s 360-stopinjsko kamero in ta virtualna očala so pač res za vsakogar, ni nobenih nekih omejitev, pa še lepo, ne rabiš se sprehajati po 1001 stopnici, mi in viličarju. Mogoče je bila nek čar, ampak če že ni mogoče, je to res odlična stvar, kjer lahko vidiš, no evo, tako pa zgleda. Odlično. Koliko časa pa poteka sam VR ogled, se pravi, ljudje pridejo, gosti se usedejo in verjetno se samo naredi par uvodnih besed, potem pa se že začne z ogledom. Kjer del si prvo ogledajo v proizvodnji? Grejo v bistvu lahko sami ali je to voden ogled skozi VR očalo? Tako, kot si rekel, najprej se pridejo, se usedejo na tele čudovite usnjene stole, zakaj tudi smo jih, si prej opazil, so jim jih prešrofali in se vrtijo okoli in okoli, zakaj, ker tudi kamera se vrti okoli in okoli. Najprej se video v bistvu prične z izbiro jezika, ti lahko izbereš trenutno slovenski pa angliški jezik in potem se video predvaja. Video je že posnet, 13 minut traja in te vodi pač kamera čez našo proizvodno linijo. Začne se pa tukaj na našem dvorišču, kjer vidiš vse te steklenice piva. Odlično. Ja, pivnica Union in Union Experience sta res zacvetela v zadnjih letih, od tega, da je pivnica popolnoma prenovljena. Katerega leta je bila prenovljena? 2014. 2014, stičišče v bistvu pravzaprav ljubiteljev piva, dobre kulinarike in pa tudi nekega druženja, simbol za druženje predvsem. Noviteta, koliko časa je pravzaprav VR izkušnja že tukaj? Zdaj, čisto točno, čakaj, zdaj, ko smo ponovno bili odprti, od 15. maja. Od 15. maja, torej noviteta. Ogled, mislim zame, iskreno, ker nisem glih največji ljubitelj pretirane hoje, je to odlično. Imaš v obdobju domačega naslonjača takole izkušnjo. Poleg tega je pa seveda še vedno del ture tudi ogled muzeja, ne? Kaj si lahko vse tam pogledal v muzeju?
Ja, res je, brez muzeja ne gre, se pravi, vse gradimo na muzeju, se pravi, okoli našega muzeja, ki že toliko let tukaj lahko se pohvalimo, da smo že prečkali 500 000 obiskovalcev, vseh teh 30 plus letih. V muzeju je 731 registriranih eksponatov, s katerim pred mano, že predno sem jaz prišel na to mesto, so to že vse lepo uredili z ostalimi muzeji in ne vem zdaj, koga bi omenil, ampak so pač vse stvari, ki so ohranjene, so naše, od Pivovarne Union, naša last, oziroma pač last teh, ne vem, zbirateljev in potem se pač ogleda, se pravi, čez muzej se dobi pač občutek, kako so najprej včasih to počeli, kakšna stara proizvodna linija je gor, kako so bile steklenice, kako so jih transportirali, sodi so predstavljeni, predstavljali smo tudi marketinški del, kakšne so bile etikete, ledarstvo, recimo meni zanimivo, kako smo imeli pač tudi včasih shranjene hladilnike, kako so včasih točili pivo, stare reklame se da gor pogledati, v glavnem veliko stvari. Super. Muzej je sicer že par mesecev nazaj pokazal naš rok, tako da muzeja se z Davidom danes ne bova lotila, mava pa po oglasih pripravljeno prav eno posebno presenečenje, da ne bom izdal, javila se bova iz druge lokacije, tako da se poslavljava od VR sobe in se vidimo po oglasih z novo lokacijo, tako da se gledamo. Sva nazaj in tokrat na drugi lokaciji z Davidom, ki je event manager oziroma Union Experience manager in ima čez vse zadeve, kar se tiče experienca. Mi je prvo razkazal VR sobo, ki ste lahko videli prej, se pravi ogromno novitet v samem experiencu. Zdaj so pa na prav posebni lokaciji, Slovenci imamo radi pivo in ne samo, da ga radi pijemo, tudi radi se izobražujemo v njem. In večina od nas, saj jaz vem, da preden sem šel na Union Experience, nisem znal poteka, kako se pravilno natoči pivo, zato pa vas z Davidom pokazala, kako se pravilno toči pivo. Je pa to program Ambasador. Kaj to pravzaprav pomeni? Tako kot piše Ambasador, to smo se v bistvu zmislili. Že pred korono smo imeli po Sloveniji, 2 leti smo izobraževali s tem projektom gostince, natakarje, kako se pravilno naj bi natočilo pivo. Sicer obstaja več nekih tehnik, recimo na Nizozemskem, nizozemska varianta, nemška varianta, vsak lahko po svoje toči, ampak mi zagovarjamo recimo tega, ki ti ga bom pol pokazal, zaradi tega, ker pač, ko se pivo nalije, nočemo, se pravi, pena mora biti, ne sme biti preveč, s to tehniko tudi malo izločimo CO2, da se lahko lažje potem, se pravi, v našem telesu pivo počuti, da se lažje rečemo, da bomo še enega. Tako da v bistvu smo se malo z besedami poigrali, se pravi, Ambasador tudi tukaj v Union Experience, to tudi Rok ni doživel recimo pred časom, tako da bo midva zdaj poleg muzeja, VR-ja, še imamo galerijo, imamo še nekaj stvari za videti in tudi recimo za zaključene družbe se lahko prijavijo in se imajo tukaj zelo fajn, opravijo tečaj, na koncu dobijo diplomo, lahko tudi pokažem. Boš pokazal. Takole diplomo lahko dobiš in na koncu v bistvu piše, da s pridobljenim nazivom se lahko pohvalim pred prijatelji, da obvladam točenje piva in prevzem odgovornost na piknikih, da bom vsak kozarec natočil popolno. Se pravi, vsak piknik potrebuje enega izobraževanega točilca piva in z diplomo kdo bi lahko bil bolj primeren, da da diplomo kot vi, ki ste pivovarna z dolgoletno tradicijo. Union Experience. Kdo ne bi hotel imeti diplome? Definitivno. Jaz poznam ogromno prijateljev, ki bi si želeli imeti diplomo, tudi jaz bi jo rad imel. Je še nimam, ampak mogoče bova tekom tega izobraževanja zdaj opravila izpit, pa da vidim, kako mi bo šlo. Boš ti prvo potem pokazal, pa jaz... Jaz predlagam drugače. Okay. Ker recimo še ne veš, jaz bi te kar izvolil, da bi zdaj ti natočil en kozarec. Ok. Takole boš prijel mikrofon. Ja. Evo, Klemen, kjer ga želiš? Tle se pravi, ta ročka je, da samo potegneš dol, zdaj pa da vidimo, kako bi ti se tega lotil. Brez neke moje pomoči, tako da zdaj ti gre odlično. Vidim, da si kozarec nagnil, dobro. Ja. Nekaj izkušenj s pivom in točenjem le tega imam. Zdaj moram tako... Jaz bi rekel, da se še malo pence naredi, malo preveč pence. No, to se zgodi, recimo, tistim, ki nimajo dovolj izkušenj. Se tebi to zdi popolno pivo? Če bi ga malenkost obrisal, primerna pena, pravšna barva, ne vem. Mogoče, če bi ga ne bi polil, bi bila to primerna doza. Ali sem se kaj zmotil? Jaz ti predam kar mikrofon, pa ti zdaj le jaz pokažem. Ok, torej nisem se najbolj
odrezal, pritisk dela svoje, ampak je pa zato David bolj izkušen v tem in na moj znak na 3-4 zdaj greva, 3-4 zdaj. Evo takole, daš kozarc naravnost Okay. in daš do konca tole ročko in čakaš in ga napolniš do recimo 3/4 kozarca, recimo približno takole, da se malo pena, potem ga odložiš, pažiš, da ne kaplja do notri nazaj, počakaš, recimo šteješ do 1, 2, 3, drugič, nekako do vrha, spet odložiš, to je ta 3-stopenjski germanski stil, varianta in še takole zaključimo in potem dobimo v bistvu čvrsto peno in zdaj, kot si videl tule, do tele črte, točno sem natočil, tako mora biti, vidiš? Če primerjava, ja, vidim, da še ogromno stvari ne znam in tudi samega piva še nisem tako dobro točil. Tako da odlično, ena izkušnja na novo. Če ti lahko zdaj na hitro razložim, vidiš, pri moji je pena bolj čvrsta, se stoji skupaj, tukaj tvoja pena je že nekako se razgubila. Pri tem točenju, ki sem ga zdaj, ki ga jaz zagovarjam, je to, da smo v bistvu v teh 3 postopkih veliko CO2 izrinili iz kozarca, tako da v bistvu ima pivo potem manj tiste nesitnosti, ki ti potem zaradi CO2, ne samo samega piva, potem ostane v trebuhu in potem lahko lažje prenašaš pivo. Tako da vidiš, meni še stoji pena. Moj pa že počasi pojenja. Je to 3-stopenjski način, germanski si rekel? Ja, nemški način, germanski, tako smo pač nekako, je poimenovan, se pravi Nemci recimo to uporabljajo. Poznamo pa tudi različne tehnike, recimo sem videl tudi že po stran, pa potem imajo tisti slider, ki potem mu še odrežejo peno, tako da obstaja več tehnik, no, se pač ni s tem nič narobe, pač mi nekako tukaj učimo to tehniko. Odlično. Koliko pa imajo ljudje, ki pridejo na izobraževanje znanja o tem, so tako kot jaz, ki mislijo, da znajo, pa v bistvu pravzaprav ne znajo, ali so to že, mislim, procentualno, večina verjetno se prvič sreča s kaj takim? Ja, v bistvu cela zabava tega tukaj je to, da v bistvu sam točiš. Vidiš, tudi tebe je bilo zabavno, nisi vedel, boš ugasnil, boš prižgal, pa si sam že večkrat kaj natočil. V bistvu ta občutek točenja je v bistvu ljudem zabaven. Imaš različno, neki ljudi sigurno zna, neki ljudi seveda nima znanja, eni se pridejo samo zabavati. In zato tudi ravno, kakor sem tebe, najprej zovemo, da vidimo, kako rata in potem povemo, rezultat je pa lahko takle, ki ga zdaj pač še vedno imamo nekak viden rezultat. Zato pač potem rečemo, to je nek način, ki ga mi zagovarjamo in tako je. Odlično. Koliko piva, pa to verjetno tudi vse zanima, ki še niso bili v Union Experienceu, koliko piva pa pravzaprav vsak obiskovalec prejme? Je to zdaj, ima kakšen, ne vem, recimo, da proba 5 piv, ali je to zdaj na koncu izobraževanja se vsakemu dodeli kozarček 2? Koliko je to tekom izobraževanja? Imamo različne, se pravi, variante. Če greš na normalen ogled, seveda degustacija piva, potem imamo pač tiste degustacijske kozarčke, nobenemu ne branimo, da recimo ne bi mu natočili še kakšnega, tako da tam ni zdaj recimo neki točno določen. Ravno tako je tukaj, se pravi, tvoje pivo bi zdaj v tem primeru dali na stran in bi mojega spili. Se pravi, tle v bistvu se gre za točenje piva, na koncu se seveda tudi kakšnega spije. Ne bomo, se pravi, s pivom preveč, ko bi tem rekel, da ne bomo ga kar razlivali, ne? Se strinjam. Koliko različnih piv pa potem si lahko sam obiskovalec privošči v vaši pivnici po končanem ogledu? Verjetno ga pričaka tudi tam degustacijski kozarček, kjer lahko proba kakšen, ne vem, mogoče Triglav, se mi zdi, da je tako zelo zanimivo pivo, oziroma katera piva bi ti priporočal, pa koliko jih lahko preizkusijo po končani ekskurziji oziroma po končani turi? Ja, Klemen, dobro vprašanje. Včasih je bilo to narejeno tako, da seveda pač, ko skončamo tukaj, jih pospremimo v pivnico, tam se pač nadaljuje ta piva zabava, ker imajo res različne vrste piva. Zdaj v tem trenutku, če si me vprašal, zakaj se to danes dogaja, smo kakšno pivo imamo trenutno manj zaradi korone in vsega, ker je pač ta proces je malo kompleksen. Si pa že omenil, imamo pa Triglav, imamo pa Hopi Lagerje, imamo te sezonska sveža poletna piva, ki so pa pač tam na voljo v pivnici in ne vem, ravno včeraj sem bil tam, pa sem videl, da v bistvu ta sezonska piva dejansko zelo pašejo nek tak bar kot je pivnica in tudi tam ljudje pridejo zaradi tega. Se strinjam. Kaj pa glede gostov? Je veliko Slovencev, si želite več Slovencev ali je tudi ogromno predvidevan tujih gostov? Kako pravzaprav prepričati Slovence, da je to neka stvar, ki si jo morajo pogledati, ker jaz, ki sem bil na tem izobraževanju oziroma na tej turi, se mi zdi, da to
kot Slovenec se mi zdi, da enkrat v življenju moraš doživeti. Rečemo takole. V tem času, ko sem jaz tukaj v štartu, mislim, večinoma so bili turisti. Se pravi, za turiste smo zelo popularni in tudi pač se sam veš, kaj greš v tujino, greš rad kaj tazga pogledati, blizu centra smo in tako naprej. Zdaj v tem času, ko ni toliko turistov, pa tudi že prej pride seveda veliko Slovencev, veliko in tudi jih vabim, pridite v čim večjem številu. Jaz jim dajem, tako kot si sam rekel, morate prijeti to pogledati. Se pravi, Union je znamka, ki je že od, ne vem, 19. stoletja, od 1864 na istem mestu, tukaj. Imamo postavljene stvari, ki so jih včasih uporabljali. Imamo, tako kot si videl, ni experience samo muzej pa galerija, ampak imamo tudi virtualni ogled, imamo točenje, pa še kaj se najde. Zato bi pač rad tudi vse Slovence povabil, sploh če še niste bili, da prijete pogledati, da prijete, imeli boste res super izkušnjo, 90 minut boste uživali, nekaj boste videli, nekaj boste spoznali, malo boste se, ne vem, podružili in bo zelo fajn. Tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi vsak prišel pogledati, no. Se popolnoma strinjam. Še zadnji dve vprašanji. Kdaj so uradne ure? Med poletjem kakšen urnik boste imeli, da vem, da lahko vse obiskovalce in vse obiskovalke napotim. Kdaj se lahko glasijo pri vas? Je potrebna predhodna najava ali je dovolj, če se pojavijo tukaj, pa se potem pofočkajo? Zdaj za poletje smo se odločili, da bomo odprti ob četrtkih, petkih in sobotah. 4 različne ture so vsak dan ob 11, 13, 15 pa 17. Omejeno je na 20 ljudi naenkrat, zaradi se vidi v virtualni sobi je 20 stolov, tudi zaradi razdalji pa mask in vsega. Tako da najboljša je predhodna najava. Preko spletne strani Union Experience si lahko pač kupiš vstopnico in imaš že takoj na mail dobiš potrdilo. Tako da v bistvu na ta način se prijaviš in izbereš svoj termin, cel poletje. Če bo, ne vem, če pa kakšna večja skupina ali pa, ne vem, neko manjše podjetje, večja skupina, ne vem, 5, 10, 15 ljudi, se pa lahko tudi kontaktira, pa se lahko tudi individualno zmenimo za posebne želje. Odlično, torej tudi skupine, ne vem, vem, da je to zelo odlična priložnost za kakšen team building, mogoče za, ne vem, predpoletno, preddopustniško druženje ekipe, da se malo zbližajo in tako dalje, tako da odlično. Še zadnje vprašanje, ki bi ti ga postavil, je, kaj je tista stvar, po kateri, ko prideš iz celotnega experienca, ki si jo najbolj zapomniš? Je to muzej? Verjetno vsak ima neko svojo najljubšo stvar, ampak je neka stvar, ki bi jo na koncu obiskovalec rekel, aha, tole je pa najboljša stvar, ki se je zgodila, poleg seveda kozarčka piva na koncu. Se mi zdi, da bo ta VR experience točno tista stvar, ki bo mogoče odtehtala, da je to zdaj pa, to je pa wow. Ja, ljudje so različni, tako kot si rekel, vsak ima neke svoje želje, ampak večinsko mnenje, že preden smo vzpostavili virtualni video, virtualni ogled, je bilo večino komentarjev, da so uživali v proizvodnji. Se pravi, prej, kar so videli peš, sicer so mogli pač kar veliko prehodati po stopnic pa vsega, to se da vidijo virtualno, tako da jaz mislim, da si dejansko zapomniš ta proizvodni del, ki je res ogromen, res velika količina piva se lahko pač proizvede v hitrem času in da to že tukaj funkcionira že toliko let, tako da večinoma si ta proizvodni del, ki je trenutno na virtualni način, tako da, v bistvu zelo združen. Odlično. Mislim, da sem vprašal čisto vsa vprašanja, ki me zanimajo. Dobil, oziroma mogoče se bom dogovoril, da dobim še diplomo za točenje piva. V prvo mi ni najbolj uspelo. Torej, poleg vsega, poleg ogleda muzeja, galerije, je na novo tudi večkrat omenjena danes noviteta VR, ogled proizvodnje. Tako da to, vsi tisti, ki ste ljubitelji piva ali pa imate prijatelji, ki so ljubitelji piva, pa tisti, ki mogoče želite presenetiti svoje sodelavce s kakšnim fajn, zanimivim team buildingom, je Union Experience prava izbira za vas. Počitniški delovni čas, torej 4 ture na dan, četrtek, petek in sobota. Jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu, da Slovenci spoznamo in širimo kulturo do ljubezni do piva. David, hvala še enkrat za to, da si me povabil v studio. Jaz mislim, da je zdaj čas, da še Galo naučiva, kako se pravilno natoči pivo. Mi pa gremo nazaj v studio. Hvala še enkrat, David. Nič, se vidimo po oglasih, hvala, ker ste bili z nami in se vidimo na kakšnem dobrem pivu tudi ob Ljubljanici v poletnem času.